Kaj za Boga lahko naredim, ko me odnese v nezavedne vzorce razmišljanja in delovanja? Moj odgovor na to je, da prav nič. Se pravi, ker ko recimo, ko mene odnese ali pa pač, ko vas odnese, ko nas odnese v te nezavedne vzorce, nas pač zagrabijo, ta podzavest nas zagrabi, nas odnese, pač nimaš kaj. Dokler ne pridemo nazaj k sebi, dokler se ne pridobimo nazaj zavedanja, kje smo, kaj dejansko si želimo, kako se počutimo, kaj so naše potrebe, takrat potem lahko spet naprej kaj naredimo. Ko nas je odneslo, nas je pač odneslo. Je pa zelo pomembno, se mi zdi potem ta proces, ko smo nazaj prišli k sebi, ko smo se zavedali svojih občutkov, ko smo se zavedali v bistvu teh podzavestnih vzorcev delovanja, komunikacije, takrat imamo pa potem moč, da kaj naredimo. In raje, kot da se gremo takrat v tistih situacijah, ko smo nekako pridobili zavedanje, raje, kot da se gremo bičati in okrivljati in obteževati sebe ali pa druge, takrat lahko v bistvu nekaj naredimo, takrat lahko začenjamo raziskovati, čakaj, kako se jaz zdaj počutim. In lahko potem delam s temi občutki, lahko jih prediham, lahko jih pregibam. Lahko grem v neko raziskovanje, kaj so moje potrebe v tisti situaciji. In ena ključnih stvari se mi zdi, če smo se potem obnašali na nek tragičen način, da smo, ne vem, da nismo imeli kapacitete za obzir do druge osebe, da smo odnos poškodovali, v taki situaciji se mi zdi potem pomembno žalovanje. Da ozavestimo ta svoj način delovanja in da to enostavno obžalujemo, da lahko izrazimo, da to obžalujemo, ali pa celo nekako dejansko gremo v proces žalovanja. Žalovanja, da smo se na tak način vedli in se pustimo žalovati. Raje, kot da ostajamo v tem šakaljem krogotoku delovanja, obtoževanja drugih ali pa sebe, se pomaknemo v bistvu lepoto žalovanja. Zakaj lepota žalovanja? Zaradi tega, ker se zavedamo, da s tem svojim delovanjem nismo doprinesli k zadovoljitvi naših potreb. In žalujemo za temi našimi nezadovoljenimi potrebami. In iz tega stika s tem žalovanjem lahko mogoče potem lažje poglobimo stik s sabo in pridemo mogoče na dan z nekimi drugačnimi načini delovanja, ki nam bojo v pomoč v prihodnosti.